V Viteški dvorani Bistriškega gradu je v četrtek potekalo drugo Stepišnikovo strokovno posvetovanje 2025. Letošnja tema je bila branje otrok in mladostnikov v digitalni dobi ter kako jih privabiti med knjižne police. Udeležence je uvodoma nagovorila direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Patricija Breznikar. Dobrodošli na današnjem strokovnem posvetu, ki je več kot le strokovno srečanje, je tudi slavje knjige, znanja, povezanosti in skupnega ustvarjanja. Letošnje leto je za našo knjižnico še posebej praznično. Obeležujemo kar dva pomembna jubileja, in sicer 60 let matične knjižnice in 50 let pionirske knjižnice, kar nas seveda navdaja s ponosom, hvaležnostjo in občutkom odgovornosti. Ko se ozremo nazaj, vidimo desetletja vztrajnega dela, predanosti zaposlenih, podpore ustanoviteljev in zvestobe uporabnikov. Vse, kar smo ustvarili, je bilo možno zaradi neomajne vere v pomen knjige, v moč besede in v poslanstvo knjižnice kot prostora, ki presega zidove in police. Knjižnica ni le zbirka gradiva, je srce skupnosti, prostor dialoga, topline, odprtosti in pripadnosti. In naj takšna ostane tudi v prihodnje. Prostor, kamor se radi vračamo. Današnji strokovni posvet s temo branja otrok in mladostnikov v digitalni dobi je izjemno aktualen in pomemben. V času, ko informacije bežijo mimo nas, ko pozornost tekmuje zasloni, knjiga ostaja tisti tihi zaveznik, ki gradi notranji svet, empatijo, razmišljanje in tudi domišljijo. Zato sem še posebej vesela, da bomo danes prisluhnili izjemnim predavateljem, ki bodo z nami delili znanje, izkušnje in vizije. Od razmišljanja o branju na prepihu, knjižnici v času sprememb, do vprašanj, kako nagovoriti mlade bralce s posebnimi potrebami, kako digitalne tehnologije uporabiti za promocijo domoslanske dediščine in zakaj je skupno branje temelj skupnih spomin. Današnji strokovni posvet pa ne bo le prostor poslušanja in razmišljanja, bo tudi prostor navdiha skozi konkretne zgodbe in prakse. Zato bomo z veseljem predstavili tudi naš medgeneracijski projekt Gremo po pravljico, ki s toplino in domišljijo povezuje različne generacije v skupnem bralnem doživetju in poudarja, da je prav pravljica most med otrokom, staršem, starimi starši in skupnostjo. Za prijeten zaključek današnjega srečanja bomo pa prisluhnili glasbenim gostom Jež muziki, ki bodo svojo energijo in ubranimi zvoki simbolično zaokrožili naš skupni dan, dan besed, povezovanja in praznovanja.